Dobrodošli nazaj. Z nami sta še vedno Lucija Šikovec-Ušaj in magister Bernard Brščič. Pogovarjamo pa se o tem, zakaj je na volitvah zmagala SDS. Vprašanje zate, Bernard, še nekaj mesecev nazaj je kazalo, da bo Marjan Šarec zmagovalec volitev, ob začetku kampanje je kazalo, saj po anketah, da bo šlo za troboj SDS, SD, LMŠ, na koncu pa prepričljiva zmaga SDS. Kje in zakaj se je po tvoje prelomilo v tej kampanji, da je pač SDS na koncu tako močno zmagala? Ja, preprosto, ker Marjan Šarec ni tisto, kar so mainstream mediji ga prikazovali, ni kompetenten, brez programa, se pravi zgolj ponovitev vaje v slogu marionete, in mislim, da je eno temeljnih sporočil teh volitev, da se to lutkovno gledališče murgelsko počasi izpelo. To je po mojem najboljša stvar, ki se je zgodila, da je cel model politike zadnjih 10 let pravzaprav klavrno propadel. Če zdaj pogledaš razmerja levica-desnica, se sploh niso spremenila. Dejansko, če znaš seštevati, praktično vidiš, da je zmagala levica, 52 poslanskih glasov, medtem ko je pa problem, ker je pa izjemno razdrobljena, ker Miro Cerar seveda kot mandžurijski kandidat je bil popolna katastrofa, Možakar je izgubil 70% podpore, medtem ko pa Marjan Šarec pa ni dostavil tistega, kar so si lutkarji zamislili. In če bi ta kampanja trajala še 14 dni, sem prepričan, da bi imel težave že z vstopom v parlament, in je po mojem ključna zagata tranzicijske levice v poizkusu konstituiranja nove vlade ravno v tem, ker Šarec kot pretendent seveda ni dostavil tistega. Kaj pa on lahko ponudi? 13 poslanskih mest, vprašljive kompetence, track record njegovih rezultatov vprašljiv, tako da jaz mislim, da bo v morebitnem drugem krogu imel zelo velike težave prepričati svoje leve koalicijske partnerje o tem, da je pravzaprav pretendent za predsednika vlade. No, zdaj si načel že v bistvu to našo drugi del te naše glavne teme, ne? Lucija, kaj ti zdaj pričakuješ? Zdaj nekaj si o tem že govorila v prvem delu oddaje, se pravi, stvari so formalno vsaj jasne. Predsednik republike je povedal, najprej bom dal mandat zmagovalcu volitev, Janezu Janši, kar je na nek način tudi logično in do zdaj še zmerom bilo tako. Kako pa potem ti pričakuješ naprej razplet dogodkov? Vemo, ne? Pred volitvami so bila ta silna zaklinjanja z Janšo, ne gremo, ne? Gospod Šarec tudi sam v teh svojih izjavah po volitvah se nekako že vidi kot tist, ki bo pač sestavljal vlado potem, ko Janši ne bo uspelo. Kaj ti pričakuješ, da se bo zdaj dogajalo v naslednjih dneh? Torej, en korak nazaj, če dovoliš, dejstvo je, da je, kot sem že napisala v svoji kolumni, te volitve zgubil Milan Kučan. Tukaj je igral na preveč kojno, oziroma niti niso kojni, na preveč kart, oziroma s preveč označenimi kartami. Zdaj, če imaš ti lahko sam tukaj ustavim, zakaj recimo po tvoje ni Kučan podprl SD, če se je že ugotovilo, kot pravi Bernard, da Šarec ni tist, ki bi lahko potegnil? Zakaj po tvoje ni tega naredil? Ker tudi SD ni, ne. On si je označil, jaz pravim, če je igral kot s kartami, če bi ponavadi imel eno označeno, ne, in tisto so ljudje lahko spregledali. Zdaj pa imel kar 4 zacahnane in na ta način je zadeva se razvodenela. Očitno je bil meeting point pri Jankoviću, kamor so vsi hodili tokrat te pretendenti za predsednika vlade na razgovore k Jankoviću, kar je blamaža non plus ultra. Ampak v levem bloku pa stanuje sam Karl Erjavec, ne? Se pravi, zdaj je veliko stanovanj prostih v tem levem bloku, verjetno. Ja, jaz sicer ne vem, kako se bojo razporejali po tem bloku, ampak dejstvo je, da se je ponovila zgodba levice iz časa Demosove vlade. Takrat je imela levica isto, imela tisto, kar so
že bili SDP, a ne? Potem je Ja, bila ZKS, LDS, ja. potem so bili socialisti, skratka, imela je en kup majhnih strank, do čim se je Demos povezal. Žal, kot je rekel tudi Janša, pa ga ne kopiram, ampak se tudi strinjam, se niso zmogli v Ljudski stranki nekako oprostiti starih zamer. Mislim, da bi Kangler bil bistveno boljša opcija in tako naprej, ampak dobro, to je zdaj pa se. Franc Kangler je dobil 27% vseh glasov, ki jih je dobila Združena desnica na teh volitvah. Ne? Kar izvoli naprej. A samo on, ali kaj? Ja, ja. No, mislim, jaz sem bila v Unionu, takrat, ko so vse tri stranke bile in moram reči, da in tudi Kangler in Primc, in moram reči, da se je čutila ta zagrenjenost Kanglerja, kar so njemu naredili v njegovi stranki in kar so potem poskušali preslikati tudi na SDS, pa jim ni uspelo, a ne? Je bolečina in kot je sam rekel, rana se je zacelila, brazgotina je ostala in očitno niso zmogli preko teh brazgotin iti, kar pa zgleda, da moški v politiki grejo in so sposobni, ženske verjetno smo majčkeno manj, smo bolj zamerljive vrste. Tako da jaz sem pripričana, da bo Janša sposoben sestaviti koalicijo. Tudi recimo jaz bi pričakovala, da bo zahteval, da se mu Miro Cerar upraviči, pa sem pripričana, da Janša tega ne bo zahteval. Ne? To je ta razlika moški, ženski spol, pa ne nam rečejo, ne vem kolikrat, da smo enaki. Nismo, kar se tiče čustvovanja in razmišljanja, nismo čisto nič enaki. Če samo o tem govorim, no, bo so že druge stvari. Ne? Okay. Ampak torej, sem prepričana, da je Janša sposoben sestaviti koalicijo in tudi vem, da vsi, ki so bili z njim v koaliciji do sedaj, nikoli niso preko njega, torej tudi bivši ministri, tudi Šušteršič, tudi Pličanič, skratka, v bistvu so odhajali iz vlade na neko zahtevo nekoga, ne da bi imeli karkoli učitati Janši. In Janša zna voditi vlado, jaz se ne bojim, da on ne bi sestavil vlade. No. Tako da to medijsko nakladanje ne se kar počasi umiri. No. Bernard, evo, beseda je tvoja. Kako ti pričakuješ, da se bojo karte, kot pravi Lucija, zdaj delile po volitvah? Ja, jaz moram reči, da sem nekoliko bolj skeptičen. Meni karte kažejo, da ima realna razporeditev moči je 52 za tranzicijsko levico. Sam ne vidim možnosti, da bi v prvem krogu gospodu Janši uspelo sestaviti vlado. Upam, želim si, da se motim, ampak meni gabariti kažejo, da se ustvarja pravzaprav post-anti-janševska koalicija. Ampak drugi krog pa pol pomeni kaj? Ključno vprašanje bo potem v drugem krogu obnašanje gospoda Šarca. Sam mislim, da bo zelo težko uveljavil svojo pravico do mandatarstva, ki mu iz nekih uzanc političnih bi pripadala. Namreč nekdo, ki ima za sabo samo 13 poslancev, ki za sabo ki ne izkazuje nekih kompetenc, pa tudi karizme, da bi lahko prepričal takšne, bom rekel, enako težke, kot sta Cerar ali pa Židan. Ne vidim, recimo, glavni problem pravzaprav za levico ni to, da je Janša dobil 25%, ampak da sami niso bili sposobni staviti na enega konja. Tako je, na konja, da bi dostavil recimo 20 poslanskih mest. Če bi recimo prišlo do združitve med listo Marjana Šarca in SMC-jem, potem bi ti zdajle decidirano rekel, da Janši ne bo uspelo sestaviti vlado. Ker do tega ni prišlo in so v bistvu ta mandžurijski kandidat Šarec ni bil tisto, kar so Murgle mislile. In se je prejšnjemu podaljšal rok trajanja. V bistvu, velike težave in sem prepričan, da bo dolgo vroče poletje in da v tretjem krogu se pa lahko seveda tudi ta kilometrina, ki jo ima Janša s sestavljanjem vlade, lahko potem izkaže kot velik kapital in odloči potem tudi v njegov prid. Ampak kot rečeno, nisem pa optimist, da bi uspel v tem prvopoteznem mandatarstvu, ko mu bo zelo verjetno v četrtek
zaupal mandat gospod predsednik, da bi mu v prvem koraku to uspelo. Ja, zdaj roki v Sloveniji so najdaljši na svetu, verjetno, ne? Sej veste, pač ustanovna konstitutivna seja Državnega zbora bo najverjetneje pač 22. ali 23. junija, potem Roma pač je po tisti formalen posvet predsednika republike z vodji poslanskih skupin, to še en teden mine, potem Roma njegov predlog v Državni zbor, da predlaga za mandatarja Janeza Janšo, to je že prvi teden julija, ne? Tako da že do takrat je ogromno časa, da se lahko različne stvari pač preigravajo gor in dol, ne. Se vam ne zdi fascinantno, ne, ta naš, veliko smo že besed rekli tudi v tej oddaji glede volilnega sistema in vsega, ampak politični sistem kot celota, se pravi, vsi vemo, Janša je zmagal volitve, Pahor je rekel, da mu bo dal najprej mandat, ampak zdaj moramo čakati na prvi teden julija, da se to tudi formalno zgodi. To nekako kaže na to, da vendarle, ne, še nimamo neke, bi rekel, tudi te politične kilometrine ali pa državniške v Sloveniji, da bi te stvari kljub vsemu hitreje potekale, ne? Demokracija se je treba učiti in demokracija se razvija. Mi imamo pač nekih 26 let kakor demokracijo, nekaj podobnega temu. Vsekakor se to še razvija, ampak to niti včasih ni tako slabo. Jaz gledam, pa bom zdaj zelo poenostavila zadeve pri razvezah in pri delitvah premoženja med razvezanimi zakonci. Na prvo žogo bi se pobil, a ne? Ko pa sodišče to melje 1 leto, 2 leti, 3 leta, 4 leta, si še kdo premisli, sta že oba tako utrujena, da sprejmeta in se poravnata z dost hiter, ne? Tako da ta zamik, in zdaj, če gledamo italijansko vlado, se je tudi dolgo sestavljala, grozile so že predčasne volitve, vlada, ki se je sestavljala, mislim, da je zelo dobra, zelo kompetentna in Salvini je zadeve dosti jasno postavil, tako da jaz mislim, da se bo nekaj podobnega pri nas zgodilo. Ko praviš, da se ne mudi, ne? Sej verjetno se strinjate, da se tudi Janez Janša v resnici ne mudi. Ali se mu mudi po vajinu? Mudi se Sloveniji, ne? Ja, to je drugo, ja. Jaz tudi mislim, da čas je na njegovi strani, teli kirurgi, programerji, inženirji iz Cazina so pravzaprav njemu v prid, ker bojo pa praktično po mojem zelo pospešali oblikovanje, ker se nam lahko zgodi, da bomo imeli že sred junija izredne razmere, ker če se strelja danes na meji, pa je šele 6. juni, si lahko misliš, kako se bo to razvil do septembra. Mislim, praktično bomo v polvojnem stanju. To so resne stvari, to so neugodne napovedi, danes ki se zdaj kažejo. Ne vem, koliko ste opazili, koliko helikopterjev vojaških je danes preletavalo Ljubljano, ne? Ne vem, če ste videli to opazili. Ena vojaška vaja sicer poteka v Beli krajini, ampak ja. Kakšen slučaj, ne? Ja. To je tudi, se za vprašati res, ne? Na naši južni meji ima vojaška vaja, ne? Mednarodna pa, ja, to je res neugodne so te stvari. Boš pa Levico, ki hoče izstopati iz NATO, ne? In kaj, boš dal v vlado, lepo te prosim, no. Tole bi vas še vprašal, a je to bila neka ključna stvar te kampanje, pač ta migrantska kriza, ali so kire druge stvari bile odločilnejše? A nisem bila jaz ključna zadeva? Dobro, poleg tebe, no, v redu. Ti si imela res une demonstracije proti Luciji Ušaj, to ti priznamo, ampak vseeno, a je ta migrantska kriza tudi? Ne, enostavno so jo zanikali, ne. Pri nas mislijo, da če bojo dali glavo v pesek, teh migrantov ne bo, a ne. Ampak hkrati, ko bojo glavo tiščali dol, bojo neki gor tiščali. Tako da naj se ljudje ne slepijo, da ne bo to problem. Problem prihaja in to zelo hitro, kot je rekel Bernard. Vse to vemo, ker je že bil problem. Bernard, če te prav razumem, na predčasne volitve ti še najmanj staviš, ne? Mislim, da gotovo čisto iz psihologije teh 88 inkasantov novih se ne bo odpovedal tem privilegijem, ki izvirajo iz poslanskega mandata. Nenazadnje tudi za stranke je financiranje takele kampanje izjemen strošek. Bilo bi tudi strašno neodgovorno je tudi pričakovati, da bi bile radikalno drugačne razmere, recimo novembra, ko bodo lokalne volitve hkrati še državnozborske. Mislim, da bi bilo neodgovorno. Sam sem prepričan iz vseh razlogov, pa ne nazadnje tudi zunanjih razlogov, da tudi tujina pričakuje neko odgovorno ravnanje, tako da predčasnih volitev sam ne pričakujem pa tudi konstituiranja nove vlade pred jesenjo.
Kaj pa to, recimo, kar se tudi omenja vedno znova kot možnost po vsakih volitvah, se pravi nemški, pa tudi enkrat avstrijski zgled, mislim večkrat avstrijski zgled v preteklosti, ta črno-rdeča koalicija, se to vama zdi realna opcija? Se pravi SDS, SD? Ja, meni osebno se zdi realna opcija, ampak jaz nisem tako visoko v politiki, da bi to lahko kakorkoli imela neko osnovo za to, da to govorim, ampak bi pa samo spomnila, po prejšnjih volitvah je Miro Cerar odšel na dopust, ne? Po teh volitvah je pa Janša vsi razni Janša so šli na dopust. Židan je šel na dopust, ne? Vsi so šli na dopust in so mirno pustili to državo. Mislim, sej mečka ne treba malo se spomniti pa razmišljati, pa potem vidiš, da vendarle ta zmaga je bila res zaslužena in pravilna, ne? In da bo šlo kar dobro naprej. Bernard, velika koalicija ni mogoča zaradi tega, ker SD ima 10 poslancev, SDS 25, se pravi imamo eno veliko stranko in množico majhnih, tako da v tem govoriti ni relevantno. Po mojem je možnost za neko kombinirano levo-desno koalicijo, čeprav sam tudi leve koalicije ne izključujem. Se pravi, ti še vedno misliš, da je možnost, da bi kljub vsem pomislekom, ki si jih navedel, še kdo drug razen Janeza Janše sestavil vlado. No, se tudi Janša sam je rekel, da če se bo to zgodilo, pač bo čestital in bo konstruktiven v opoziciji. Bomo videli, kaj se bo dogajalo. Jaz sem prepričan, da je to možno, sem pa hkrati prepričan, da ta koalicija ne bo niti stabilna, kaj šele učinkovita. Ja, to verjetno imaš pa tudi prav. Lucija Šikovec-Ušaj, magister Bernard Brščič, najlepša hvala za vajine današnje komentarje v oddaji. Vrnemo se po oglasih, ko si bomo pogledali, kako bi lahko Miro Cerar dobil 15%.